Lep pozdrav še na enem pogovoru. Zdaj, no, mogoče bi začela s tem, da, ja, kot vemo, delam raziskavo na doktorskem nivoju, ne, in prejšnja predavanja so se nekako nanašala na raziskave mojih predavateljev in mentorjev, ne, torej Alenke Zupančič in pa Petra Klepca, da v tematikah smo se predvsem dotaknili mogoče koncepta Verleumdinga, torej določenih teh mehanizmov, ki jih je Freud na nek način vpeljal, in pa malo raziskovali pojmovanje krutosti oziroma na kak način krutost je, prisotna v naši družbi. Zdaj, na današnjem pogovoru pa zasledujem tudi, ja, to neko smer raziskovanja, ki se pa bolj nekako nanaša na odnos med psihoanalizo in pa filozofijo, ne, torej to je čisto, bomo rekli, nekako moja smer oziroma smer, kateri bom tudi potem nadaljevala to moje raziskovanje. In povzetek je iz tega članka, torej prispevka dosjeju, ki bo izšel nekje maja na Università de Valparaíso in pod kuratorstvom Nicole Barria Senjo in pa Slavoja Žižka, torej ona dva organizirata na različnejše publikacije, sploh v Južni Ameriki. Torej, ja, danes bo tematika malo bolj teoretsko podkrepljena, zato bi prosila za mogoče malo potrpljenja, predvsem pa, ja, bolj interaktivno v smislu, da če kaj ne bo razumljivo, če so kakšne nejasnosti, da se kar pač pomenimo, preden grem naprej z... Ali da ima vode? Ja, absolutno. Thanks. Ok, torej naslov Psihoanaliza v krizi. Kot sem rekla, neka krovna tema je bila, ok, kakšen je odnos med psihoanalizo in filozofijo, to je že bilo tematizirano mnogokrat in pa ta monografija oziroma skupek teh spisov bo potekal nekako na to temo, ne. Podnaslov, torej diantagonizmi nemogoče relacije, zakaj ta trojna negacija, ne, že v samem naslovu. Skozi današnji pogovor bomo nekako poskušali osvetliti vsako od teh treh negacij ali pa treh problemov, ki se nekako srečajo sploh v tem odnosu oziroma neodnosu med filozofijo in psihoanalizo. Predpostavka pa je, da ja, psihoanaliza je v nekem smislu v krizi, ne. V krizi je že od samega začetka in lahko bi trdili, da do neke mere je tudi psihoanaliza sama po sebi že kriza, ne. Ok, torej to problematiko bom predstavila v treh tematskih sklopih. Najprej sledi kratka zgodovina psihoanalize kot take, nakar bolj specifična zgodovina lakanovstva in za konec še politično vprašanje psihoanalize. Zdaj, verjetno tukaj ne bo prostora, časa za celotno artikulacijo tega problema, ampak lahko pa potem nadaljujemo to debato tudi v naslednjih sklopih. Predvsem bi se danes nekako orientirala na to splošno zgodovino psihoanalize, torej kaj sploh je psihoanaliza, odkod izhaja, kakšni so bili mogoče neki nastavki in problemi v samem začetku, ne. Potem bi še povedala, da dva teksta, na katera sem se orientirala in s pomočjo katerih sem tudi oblikovala ta tekst,
je prvi Louis Althusser je On Marx and Freud, torej o Marxu in Freudu, in pa tekst Mladena Dolarja iz leta 83, torej kratki kurs iz zgodovine lakanovstva. Torej, če koga zanima, pol še ta dodatna literatura, vsekakor po mailu se da to vse poslati, ne. Okej, torej, na kratko, moja naloga v tem članku in pa pri vstopu v mojo tematiko temelji predvsem na odnosu, kot smo že rekli, na neodnosu med psihoanalizo in filozofijo, ne. In kot sem že omenila, ne, s tem vprašanjem so se že ukvarjali marsikateri teoretiki z vseh možnih strani, tako psihoanalitskih kot filozofskih, bolj striktno, ne. Najbolj znana, mogoče naša ljubljanska trojka, torej Mladen Dolar, Slavoj Žižek in pa Alenka Zupančič. In ker sta obe te dve disciplini, psihoanaliza kot filozofija, zelo atipični, v smislu, da nista neki jasno opredeljeni znanosti kot taki, ter za predmet raziskovanja uporabljata mogoče malo drugačna orodja. Recimo striktno medicina ali pa psihologija, ostale humanistične vede imajo malo drugačen princip raziskovanja svojega subjekta in pa tudi definicijo tega, ne. Druga stvar pa je, da psihoanaliza in filozofija se tudi na nek način zelo pogosto opirata na druge vede, a ne, v svoji raziskavi. Ne moreta obstajati v nekem vakuumu, ne moreta biti samozadostni, torej imata veliko opravka z zunanjim svetom, recimo zgodovina, logika, religija, so na nek način bila ključna pomena za razvoj mogoče Hegelove filozofije, ne, kot nek primer. In vprašanje je, kaj se zgodi, ko se te dve atipični vedi ali pa disciplini srečata, ne. In za začetek si morda lahko priznamo, da se je psihoanaliza zgodila in da se je zgodila predvsem filozofiji. Slednja pa tega več ne more ignorirati in se delati, kot da se je na nek način ne tiče, ne. Seveda, argumenti v obeh straneh so potem pač zelo različni in pa antagonistični, kar bomo tudi mogoče malo bolj podrobno pogledali, a ne. Predvsem pa vprašanje kot tako, a ne, zakaj je to srečanje tako pomembno danes oziroma relevantno, zakaj bi sploh se pogovarjali o tem srečanju med psihoanalizo in filozofijo. In mislim, upam, da bo razvidno iz teksta, da obstaja cel kup problemov, nekih teoretičnih zagat in najrazličnejših manifestacij tudi teh teoretskih postulatov v nekem realnem svetu, a ne. Torej, teorija vsekakor ima tudi posledice v realnem svetu, ni samo teorija kot taka, ki se dogaja nekje v nekem akademskem vakuumu, bomo rekli, a ne. Torej, drugo vprašanje, predvsem to vprašanje, ki me vodi skozi to raziskovanje, je, ali smo priča neke vrste koncu psihoanalize v nekem določenem smislu, vprašanje kako, in pa ali ima sploh psihoanaliza še kakšen radikalen potencial, s katerim si lahko mogoče pomagamo razlagati svet, a ne, ali je pač sama sebi nekako namen in ne moremo psihoanalize mogoče uporabljati na drugačne načine, a ne. Spet tukaj bomo videli, da so argumenti ful različni eden od drugega, glede na strani, na katere se teoretiki postavljajo. In mogoče na tem mestu, če obrnemo na glavo tole Marxovo 11. tezo o Feuerbachu, a ne, ki se glasi,
Torej, filozofi so samo interpretirali svet na različne načine, poanta je, da ga spremenimo, a ne. Danes pa bi mogoče to tezo lahko obrnili, tudi Žižek je že nekaj časa obračal, a ne, da smo do sedaj svet interpretirali na najrazličnejše možne načine, poskušali smo ga tudi spreminjati, seveda. Mogoče pa je čas, da si priznamo, da smo v tej interpretaciji, ki smo jo pač nekako oblikovali, da smo tukaj spodleteli, ter da bi se morali vrniti nazaj in mogoče spodleteti malo bolje. Ja, in v tej raziskavi začnem z neko predpostavko, predvsem, da psihoanaliza kot taka je nek madež, je nek problematični eksces, ki vztraja. Ni ga mogoče zvesti na serijo že obstoječih teoretskih okvirov, kot recimo nekih filozofskih teorij in postulatov, kjer bi potem pač nekako psihoanalizo prevedli v nek filozofski koncept, kar tudi, mislim, nima smisla. Ampak ja, izziv je predvsem v kritični analizi teh nekih inherentnih inkonsistentnosti znotraj same psihoanalize in pa določenih zgodovinskih utajitev. Mislim, da smo prvem tem sessionu, smo si pogledali malo tale Verleumdung, ne, torej princip utajitve in kako v bistvu tudi danes ta utajitev je dokaj pomemben ta mehanizem obrambe, a ne. Torej, ja, če ta predpostavka, da je psihoanaliza polna nekih teh zgodovinskih simptomov, ki se še danes nadaljujejo, perpetuirajo, ponavljajo, razni ti ekscesi, in pa seveda na drugi strani vprašanje moči v odnosu do znanja. To so nekako ta dva polja, ki definirajo nekako to psihoanalitsko inherentno problematiko. In v nekem trenutku, a ne, se bo psihoanalitska skupnost morala opredeliti do teh vprašanj, a ne. Ker pač po neki logiki potem ti antagonizmi ostajajo, se tudi ponavljajo in naprej tudi naraščajo, ne, v neki meri. Okej, torej mogoče bi zdaj začeli s to kratko zgodovino psihoanalize, kjer bom malo opredelila same začetke, torej Freudovo oblikovanje ideje in pa kaj se je potem sploh na tej ravni neke institucije dogajalo, ne, torej predvsem nas tukaj zanimajo te najrazličnejše krize, ki so se dogajale znotraj in pa ki so nekako oblikovale tudi psihoanalitsko misel, ne. Za začetek en kratek citat Lacana. Ta citat je nekako zaznamoval nek obrat v sami zasnovi psihoanalize, torej imel je mogoče malo drugačen pristop do psihoanalize kot vede in se je zavedal tudi določenih problematik, ki so bile prisotne, skratka, da se psihoanaliza, da se jo trudi na nek način čim bolje približati nekim medicinskim ali pa sploh drugim parametrom nekih humanističnih ved, čemur se on seveda upira. Torej, quote: "Psihoanaliza se ne da zreducirati niti na nevrobiologijo, niti na medicino, niti na pedagogiko, niti na psihologijo, niti na sociologijo, niti na vedo o institucijah, niti na etnologijo, niti na mitologijo, niti na vedo o komunikacijah, niti na lingvistiko. In njene disidentske oblike se same opredeljujejo tako,
da jo delajo za vse to, kar ni. Vsem tem vedam pa je dala odločilni obrat, inflexion decisiv, in iz vseh mora črpati svojo informacijo. Zato se bo inštitut daleč od tega, da bi psihoanalizo zapiral v doktrinarno zaprtost, imel za izrecnega gostitelja sleherne konfrontacije s sorodnimi disciplinami. Torej, naznanil je dvojno neko obliko te sploh šole in tega, kar se on nadeja, da počne z psihoanalizo. Prvo kot prvo, je ne bomo identificirali z ničemer, kar že obstaja, kot drugo pa tudi odprl nek prostor, kjer je konflikt pravzaprav dobrodošel, ne. Zanimivo, da med vsemi temi vedami ni izpostavil filozofije, recimo, kot ene od teh ved. Torej, zakaj je ni izpostavil? Zato, ker misli, da filozofija je na koncu koncev nekako bližje kot psihoanalizi kot taki, ali pa je totalno pač odpisal, kot vemo, je Lacan bil zelo znan antifilozof in tako dalje, oziroma zagovarjal to idejo. Tako da tle je malo mogoče eno zanimivo vprašanje, ki bi se ga dalo tudi odpreti. Torej ja, oče psihoanalize, Sigmund Freud, je z artikulacijo psihoanalitske teorije, katera je eden glavnih temeljev seveda nezavedno, oziroma teorija o nezavednem, povzročil veliko kriz, nestrinjanj, predvsem v medicinski skupnosti, glede na to, da on tudi bil zdravnik, psihiater in tako dalje. In ta skupnost je njegove ideje vztrajno zatirala, jih poskušala nekako izničiti, a ne. Torej, psihoanaliza kot taka ni bila nikoli priznana in to neko vsesplošno nestrinjanje, bomo rekli, vztraja še danes, kar potiska nekako psihoanalizo na neko obrobje družbenega polja, ne. Vsekakor je pa imela tudi ključen vpliv na razvoj in dojemanje subjekta kot takega v 20. stoletju. Se je to mišljenje dokaj spremenilo prav na podlagi te psihoanalitske teorije. Torej ja, marsikdo danes se ne bo strinjal s Freudom in z njegovimi teorijami, medtem ko drugi ga bodo častili in ga dojemali kot očeta, velikega drugega vodjo, kakorkoli, nekega razsvetljenca, ne. Torej spet smo tam, kjer so nekako verovanje in pa vtis o določeni osebi ali mistificirane ali pa zvedene praktično na nič, a ne. Torej imamo cel ta spekter, bomo rekli, relacije do Freuda in do njegovih idej, ne. Ampak ja, zdaj trenutno naša raziskava se ne bo opredeljevala do Freuda kot takega, ali je imel prav ali pa ne. In tako zanima nas bo pa singularnost psihoanalize ter tega efekta, ne, ki ga je proizvedla in ta efekt, ki je bil prisoten v oblikovanju neke družbeno-politične krize in pa tudi napredkov obenem, a ne. Ja, torej, tukaj se bom zdaj malo dotaknila Althusserja in te njegove ideje. On je veliko pisal na to temo psihoanalize, Freuda, Lacana in tako dalje. In ta Freudova teorija, Freudova radikalna teorija, torej vse te teorije, ki je on razvil, so pa po drugi strani rodile tudi velike krize, a ne. Torej kot neko hrbtno stran te radikalne ideje je seveda tudi nek inherentni zaton oziroma nek rizik, nekaj, kar bi to samo idejo lahko pač potem kompletno izničilo, ne. Teorija nezavednega predpostavlja, da ima vsak individuum svoje nezavedno,
ki je samo njegove, subjektivno in predvsem pa nezavedno, ni odvisno od nekih naših artikulacij oziroma tega, kar mi mislimo, da mi smo, ker nezavedno bo vedno pokazalo drugo plat. Medtem ko recimo v času Freuda in pa seveda tudi danes, mislim, da lahko potegnemo neke paralele, neka neoliberalna buržoa ideologija bo vedno zagovarjala moč posameznika, individuma, ki dobro ve, kaj hoče, ki dobro ve, da mora trošiti in da si lahko pač na nek način sam zgradi svoje življenje na podlagi tega, kar pač mu sama avtoriteta polaga, da mora početi, in da na podlagi tega bo seveda srečen. Torej, en klasičen primer je to, da je on bil direktno neka nevarnost tej pač hegemonski ideologiji, ki pač je rekla ne, pač kot smo marsikdaj slišali, je Freud ugotovil, da nismo gospodarji niti v svoji lastni hiši, in to je bil blazen udarec za neko moč, sploh kapitalistično, ki pa je na nek način mislila malo drugače, oziroma. Aha, in potem mislimo, radikalnost je torej v spodjedanju teh institucij, pravzaprav družbenih, ki temeljijo na teh direkt kritika, odnosih tako. Moči izhajajočih. Okay. Je direkt kritika te moči, čeprav potem, spet paradoksalno gledano je pa spet Freud bil eden od glavnih krivcev, da so izumili pač marketing in propagando, saj je on svetoval direktno svojemu nečaku Bernezu, da mora pač ženskam začeti prodati cigarete in zagnal celo mašinerijo neoliberala, ki pač je potem pripeljala. Torej, skratka, argument je prav ta paradoksalnost neke vede in te radikalne neke, bomo rekli, radikalnega potenciala, ki pa lahko gre v obe smeri, in to je tudi nekako moj argument, da zdaj pa v nekem trenutku psihoanaliza v bistvu sama sebe podjeda v tem, se bomo videli pa naprej, ampak ja, prav ti notranji antagonizmi, o katerih govori Althusser, in zdaj se bomo mogoče malo tega dotaknila, je prav v tem, da deluje v obe smeri. In to pač je tako, zdaj, seveda, daleč od tega, da bi jaz propagirala neko pravo psihoanalizo ali pa neko smer, v kateri psihoanaliza mora iti, da bo pač družbeno koristna, ker že to je problematično, če ti začneš predpisati neke družbene postulate, ki bi morali veljati v neki funkcionalni družbi, saj to že cel čas nam je zelo jasno, počnejo ravno tisti, bomo rekli, na drugi strani. Torej, ja. Torej, ko je Freud začel predstavljati te svoje ideje, predvsem to nezavedno in pa sploh kritična je bila ta otroška teorija seksualnosti, ki je on pogruntal, da so tudi otroci seksualna bitja, da seksualnost se ne zbudi enkrat po ne vem kolkem letu, ampak pač ta oralna faza, analna faza in tako dalje. Torej, to je pač sprožilo absolutno kritiko, agresivno, tudi negiranje in zavračanje z strani praktično vseh. Mislim, Freud je bil čisto osamljen v tej svoji teoretskem zasnovanju in dejansko je imel pač par teh svojih privržencev, ki so mu sledili, ampak je bila neka sekta, pravzaprav. Torej ta antagonizem, to nasprotovanje in agresivno negiranje in tako dalje, si lahko razlagamo mogoče s pomočjo te ideje, ki jo je razvil Althusser v tem tekstu, ki sem ga omenila, torej Marx in Freud, kjer primerja marksizem in psihoanalizo
In obe te teoriji označi za konfliktualno teorijo. No? Torej, teorija kot taka je konfliktualna. Zdaj, kaj to pomeni, da je neka teorija konfliktualna? Torej, Althusser meni, da že sama artikulacija te konfliktualne teorije, kot je marksizem ali pa psihoanaliza, povzroči nek antagonizem, to notranje trenje, ki je zunaj, ampak je potem tudi internalizirano. No? Na nek način ta teorija zažene nek proces, kjer od zunaj antagonizem pride noter. No? Torej, Freudova teorija, ki je bila sprejeta seveda z odporom, kritiko, napadi, bla, 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 je potem v tem dialektičnem procesu, ki Althusser imenuje to dialektika odpora, kritike, revizije, je potem internalizirano in perpetuirano od znotraj. Torej, tisti antagonizem od zunaj pride not in je potem od znotraj vzdrževan, znotraj te pač teorije, whatever, ja? Torej, teorija nezavednega po Althusserjevem kot nekaj v principu resničnega, to je neke vrste resnica, z velikim R, ne, je nekaj nevarnega, je nekaj, kar sama artikulacija povzroči proces te annexation, priključitve k neki drugi teoriji ali pa poskušanja neke asimilacije ali pa artikulacije neke revizije, nekega revizijskega procesa, ne, dajmo to malo spremeniti, da ne bo toliko radikalno whatever. Torej, Althusser meni, da konfliktualna veda je obenem tudi veda razrezov, cepitev znotraj, pač seveda same vede. Torej, vsaka veda, ki je v sebi razdeljena, zaznamovana s temi razcepi, in pa ki se v zgodovini tako rekoč ponavljajo, a ne. Sam, če pogledamo mogoče zgodovino levičarske politike, a ne, verjetno ta ideja kar hitro zaživela, a ne. Zato Althusser primerja Freudovo teorijo nezavednega z Marxovo teorijo politične ekonomije, ali bolje te teze Marxove, a ne, da politična ekonomija ne obstaja, še manj pa marksistična politična ekonomija, onkraj te buržoa ideologije, ne, ki je tista, ki dejansko ustvarja družbeno-politične in pa ekonomske družbeno-ekonomske neke Torej, tudi Marx kot Freud, a ne, je že v svojem času bil zelo problematičen, a ne, niso ga najbolj marali. Seveda tudi danes ostaja kar problematična osebnost. In spet zanimivo, predvsem znotraj nekega marksističnega polja, ne, kjer se bijejo ti boji in te fakcije, najbolj pravilne interpretacije, kar lahko pač potegnem paralelo z lakanovskimi temi sektami, da vsak bere Lakana po svojem, vsak lahko ima zdaj svojo sekto, ki pač ga bere najbolj pravilno, ne. Torej, ja, na podlagi Marxovih idej se je tudi formirala recimo celotna teorija zarote tega kulturnega marksizma, v večini ultradesničarski, antisemitski, ameriški teoretiki ali pa tudi laiki, a ne, ki želijo prepričati vse nas, da se s pomočjo marksistične teorije dogaja neka subverzija zahodne kulture, a ne. Seveda na čelu kot simbolna figura tega gibanja je George Soros, a ne. Ampak ja, toliko malo kot neka primerjava tega, kaj se tudi dogaja v psihoanalizi, nekaj podobnega, samo da je mogoče malo bolj, ne vem, skrito od, a ne, nekako ni čisto na očeh, ti boji niso čisto javni, ne. Ampak gremo nazaj k Freudu, zaenkrat. Torej,
poleg te dialektike, ki jo je artikuliral Althusser, torej odpor, kritika, revizija, je pa še eden problem, ki tudi, bomo rekli, obstaja in vztraja, seveda tudi do danes, že od samega začetka, ki je pa odnos med močjo in znanjem, nekako bi lahko rekli, da tisti, ki ima znanje, ima tudi moč. In tudi ti konstantni napadi na Freuda, na njegovo teorijo, so v določenem trenutku tudi neizogibno povzročili nujnost po obrambi, po neki ohranitvi tega znanja, In tako se je tudi potem zgodilo, da prvi predlog je prišel od Ernsta Jonesa, torej on je bil Freudov dolgoletni sledilec, sodelavec, napisal tudi marsikatero biografijo in tako dalje. Sta res bila zelo tesna sodelavca. Torej, Jones je predlagal Freudu, da naj ustanovijo nek skrivni komite, ki bo pa deloval kot nek ščit, kot neko varovalo pred zunanjimi reakcionarnimi silami. In leta 1913 je ta komite dejansko bil ustanovljen na čelu Ernst Jones, seveda, in ostali člani tega najožjega kroga Freudovih sledilcev, med katerimi so bili Sandor Ferenczi, Otto Rank, Hans Sachs in Karl Abraham. In pol malo kasneje tudi se je pridružil še en član, Max Etington. Torej, tile sveti, ne trojica, ampak apostoli Freudovi, seveda, so bili ti izbranci. In prva ideja je seveda, kako zavarovati psihoanalitsko teorijo ter njeno diseminacijo, kako bodo diseminirali to teorijo. Prva opcija je bila ustanovitev Secret Society, seveda. In torej, neko vprašanje nadzora moči v samem jedru te psihoanalitske teorije in prakse ter same inštitucije, ki se potem dejansko to znanje organizira, je bilo od samega začetka dokaj blizu psihoanalizi, Ni bila to neka veda, ki recimo ni imela problemov z močjo, torej ti člani komiteja, so mogoče sami sebe videli kot neki zaščitniki te skrivnosti. Njihova naloga seveda pa je bila, da obvarujejo izvor in čistost te teorije, kot si rekel prej. Morali so zagotoviti varnost pred temi zunanjimi reakcionarnimi silami, sumljivimi entitetami, ki bi lahko pokvarile nekako to čistost teorije. Torej, oni so elaborirali, iskali neka subtilna sporočila teh sakralnih tekstov, kot se seveda spodobi za neko skrivno sekto. Ampak Freud je še dodatno zavaroval to skrivno alianco, in sicer tako, da vsakemu članu podaril en tak zlat prstan z nekimi grškimi inskripcijami, ne vem, kaj točno bilo, ampak vsak je nosil en ta prstan, vključno s Freudom, in ta simbolni akt je pričal tej čistosti, dobronamernosti te skrbno izbrane skupine teh članov. In torej, da bo res situacija popolna, sicer ta komitej je bil razrešen leta 1924, samo praktično 10 let po ustanovitvi. In tistega leta je Anna Freud ga ponovno ustanovila, ponovno je začela s to cirkulacijo pisem, ki so bila
v običaju, da je pač ta komite obveščal svoje druge privržence o raznoraznih teoretskih razpravah in novitetah. Ampak v tem času so se že začele dogajati prve notranje cepitve in nestrinjanja. Torej, tisto, kar so se prej nekako poskušali obvarovati, se je na nek način začelo dogajati znotraj samega komiteja. Torej, prvi tak izpad je bil med Rankom in Ferencijem, zaradi tega, ker je Rank objavil neko dubiozno knjigo in potem sta imela nek spor, ki je vsekakor pač negativno zaznamoval celotni komite. Ob drugem je pa leta 1924 umrl tudi Abraham, torej en član manj, in leta 1933 je umrl še Ferenci, kar je naznanilo to neko dokončno rešitev tega komiteja, ne. In ti antagonizmi, tenzije znotraj organizacije so že mogoče na nek način kazale na prekarnost odnosa med močjo in znanjem in pa tudi ta prisilna neka potreba po ohranjanju pozicije moči, ne. Torej, ta prva posvečena skupina je razpadla, delno tudi zato, ker je Freud pač preživel večino teh svojih naslednikov, ki bi morali pol naprej peljati to teorijo, ko recimo Freuda ne bo več. Po drugi strani pa tudi ti teoretski postulati, razlike med njimi so postajale nevzdržne, torej ni bilo mogoče nikakor najti konsenza, in ta nevarnost od zunaj nekako je bila vse veliko bolj prisotna že znotraj same organizacije, skoraj bolj kot pa tisti od zunaj, ki so načeloma želeli uničiti to psihoanalitsko teorijo, ne. Ja, in pol spet ta prstan, ta neka simbolna entiteta, očitno tudi to ni bilo več dovolj, ker potem so se začeli tudi sumi, kdo ima dejansko pravi prstan ali pa pravo znanje, kdo je vsiljivec ali pa tisti, ki ima pač neko fake pripadnost. Torej, prav zato, ker je ta prstan deloval na tem imaginarnem nivoju, se je tudi vsak pač interpretiral po svoje, to svojo in pa od drugih simbolno vlogo, ni bilo tle v tem prstanju nič dejansko, kar bi bila neka testimonij te pripadnosti, Ja, torej, mogoče je tukaj delno začetek tega konca in izgubo neke te primarne motivacije, ki je bila vsekakor pač teorija, torej, da se razvija teorija kot taka, ne pa da se grejo neki notranji politični boji, kdo je dejansko lastnik te neke spiritualne in mistične dimenzije tega znanja, kar pač seveda je malo bolj problematično, Torej, ja, vsi ti so se znašali na ta nek magični aparatus, ki je deloval kot neke vrste garancija, da sodijo v ta izbrani krog. Po drugi strani je pa tudi to bilo neka poglavitna razdiralna sila, torej spet druga stran tiste neke radikalne ideje je seveda sam razpad te ideje. Ampak ta skrivna sekta ni bil edini mehanizem, s katerim je Freud seveda želel zavarovati to svojo dediščino. In sicer na enem od psihoanalitskih kongresov so se odločili, da je potrebno organizirati neko internacionalno, fajn strukturirano povezavo, kar je postala, danes jo poznamo tudi pod imenom International Psychoanalytic Association ali skratico IPA. Torej, ideja ta za ustanovitev te asociacije je prišla s strani tokrat Sandora Ferencia na drugem kongresu v Nürnbergu. Torej,
sami začetki te psihoanalitske asociacije, ki pa danes, torej leta 2023, šteje več kot 13.000 članov v 67 državah in v več kot 2000 mestih po celotnem svetu. Prav tako bo pa letos organiziran 53. kongres. Torej, je kar bilo nekaj razvoja v tej smeri od takrat, ko je Freud, od Freudovih časov. Ja, in ta uspeh, kot ga vidimo, koliko imajo članov, koliko različnih držav je vpetih v to asociacijo, na koncu koncev, pa se nekako ni lotil poglavitnega problema institucije, ki zadeva psihoanalitsko prakso in pa teorijo. Tukaj predvsem bomo videli, kaj imam v mislih s tem, ampak ta uspeh, ki ga je doživela ta skupnost, je mogoče nekako tudi sabotirala rezolucijo tega vprašanja, torej vprašanja avtorizacije psihoanalista. Zdaj, čisto na kratko povem, kaj pomeni avtorizacija psihoanalista, je, da ti greš čez določen proces, imaš neko formacijo, hodiš na psihoanalizo lastno in tako dalje, in pa v določenem trenutku pač postaneš psihoanalista. Zdaj, zakaj je to problematično? Ta institucija oziroma IPA, torej International Psychoanalytic Association, je kot taka začela delovati kot nek garant psihoanalitikove želje in pa njegove, recimo, kompetentnosti. Torej, ta institucija se postavlja v neko vlogo, ki določa o tebi, če si ali pa nisi psihoanalitik, oziroma ali je tvoja želja korektna v tem smislu. Ta odgovornost bi pa morala načeloma biti vedno na strani analista v formaciji, torej tistega, ki bi rad opravljal to delo, in ne organizacije, k kateri sodi, katerakoli pač to organizacija je. Torej, institucija nastopi iz pozicije, na kateri de facto ne more se proizvesti nek proces resnice. Torej, ta pozicija nikoli ne bo lokus resnice, tako rekoč. Ker preprosto resnica izhaja iz subjekta samega. Nihče drug ne more proizvesti resnice. Zdaj, kaj mislim s to resnico, tudi lahko mogoče malo pol podebatiramo. Ampak ja, recimo tako, da resnica izhaja iz subjekta, to je nek postulat. Drug problem pa je seveda psihoanaliza kot taka, za svojo paradoksalno strukturo, nemogočo strukturo, ki je povzročila seveda veliko upora, napadov, poskusov revizionizma, seveda zaradi radikalnosti ali pa te revolucionarne teorije po sebi. Je bil pa tudi drug problem v pomanjkanju neke strukture, nekih znanstvenih protokolov, ki so do tedaj organizirali bolj neke tradicionalne znanstvene discipline, medicina recimo. V psihoanalizi ni bilo nobenih tako rekoč jasnih, opredeljenih pravil in kako se stvari počnejo. Ni se vedela, kdo, kdaj in kako lahko upravlja psihoanalizo, ni bilo nekih etičnih komitejev in regularnih teles. Takšni vzvodi regulacije, ki jih poznamo mogoče danes v moderni praksi psihoanalize, tudi do neke mere prispevajo seveda k institucionalizaciji, ki pa nevtralizirajo in regulirajo ta radikalni potencial radikalni potencial psihoanalize. Tako da, ja, problemi se na vsaki poziciji nekako
pojavijo že tako ali drugače, ne. Zdaj, Freud, to je znano, da je Freud tudi dovolil marsikaterim svojim članom, da opravljajo to delo, brez da bi sami bili analizirani, a ne, prej. In če smo že čisto pri Freudu, a ne, seveda ni, tudi on sam ni šel dalje od neke avtoanalize, samoanalize, ki pa je seveda nezadostna, ne. Vprašanje je spet, kdo je pa pol ustvaril Boga, ne, če tudi Freud sam ni bil nikoli analiziran, vse kako bi pa bil. Ampak ja, takrat je načeloma za Freuda zadostovalo že to, da je kao analiza bila uspešna s tistimi analizanti, kar seveda spodbudi vprašanje o pomenu uspešne analize, torej kaj sploh pomeni uspešna analiza, kakšni so parametri, predvsem pa kdo določa te parametre, ne, uspešna analiza. In ja, kot smo rekli, ne, da vsak psihoanalitik, ki želi opravljati delo, mora biti tudi sam analiziran. To je pač nek predpogoj, da potem lahko pač opravljaš to delo. Torej, ja, kdo je ustvaril Freuda oziroma prvega analitika, ne. In če seveda spet sprejmemo dejstvo, da self-analysis, a ne, torej samoanaliza, avtoanaliza, kakorkoli, ni mogoča oziroma nezadostna, ne moreš kaj ekstra proizvesti, ker vedno potrebujemo tistega drugega, ki bo iniciiral proces, katerega pol postavimo namesto tistega, ki kao ve. In Freud je našel svojega analista v figuri dolgoletnega prijatelja in kolega Wilhelma Flisa. Obstaja seveda tudi obširna zbirka pisem, iz katerih je pol tu razvidno, ne. Mislim, ona dva sta se dolga leta, mislim, se Freud si je dopisoval z marsikom, ampak predvsem pa z Flisom je imel res dolgoletno izmenjavo, seveda so našli samo Freudova pisma, Flisovih ne, a ne. Tako da vprašanje, kaj je Flis potem odgovarjal na Freudova pisma, ampak iz Freudovih vsekakor je pa razvidno ta odnos in kako je Freud v bistvu postavil Flisa v to neko vlogo nekega drugega, kateremu on potem pač priča o teh svojih dognanjih, sanjah in raznih teh slipih in tako dalje, ne. Ja, ampak ta odnos je na večjih nivojih vprašljiv, predvsem pa zato, ker Flis seveda nikoli zavedno ni sprejel te naloge analista, da bi pač bil nekako zavedno v tej vlogi, ker pač psihoanaliza kot taka ni obstajala, ne. Je pa Flis vsekakor, ne moremo trditi, da ne, bil udeleženec artikulacije psihoanalitske teorije. Torej, Flis kot oseba, kot zdravnik v tistem obdobju, je bil sposoben facilitirati ta proces med sabo in med Freudom, a ne, je pa zelo vprašljivo njegovo tudi teoretsko in pa nasploh sensibiliteta, glede na njegove teorije, a ne, ki so jih tudi takrat dojemali kot predvsem dvomljive, a ne, že v tistih časih je bil malo, kako bi rekla, na meji nekega misticizma in pa predvsem kot neke eugenetike, tip teorije, no, da je primerjal dele telesa in na podlagi tega ugotavljal določene kvalitete ali pa tako dalje osebe, ne. Torej, vse to, kar
do neke mere verjetno se je Freud zavedal, ampak je bilo vse to irelevantno nekako za njegov proces resnice, torej, da se njegovo nezavedno artikulira skozi ta exchange in mogoče ta efekt resnice, ki se je proizvedel, je potreboval to iluzijo, da se je lahko sploh konstituirala ta njegova resnica. Torej, resnica, kot smo že prej nekako nakazali, ta resnica v smislu, da izhaja iz subjekta, se pojavi predvsem v napaki, v neki spodletelosti. In kot nakaže Lacan v seminarju, eden od prvih seminarjev, ki jih je držal, Freud's Papers on Technique, ki je bil med letom 1953 in 1954. Torej, quote, v analizi se resnica pojavi v najbolj jasni manifestaciji napake, slip ali spodrsljaj, dejanje katerega pomanjkljivo poimenujemo mank, torej nekaj zgrešeno, spodletelo, neuspešno. Torej, psihoanalizo lahko vidimo kot ponavljajočo se serijo nekih napak, spodletelosti, ki pa nikakor ne morejo biti anticipirane, regulirane, ker napaka bo vztrajala in bo vedno kazala na to nezavedno dimenzijo. Zdaj, ena od mojih mentoric je rekla, ja, dobro, ampak zdaj ne moreš ti psihoanalizo definirati samo kot neko serijo napak, pol kaj, mislim, je še mnogo kaj, kar se tudi strinjam, je še marsikaj več, ampak v neki elementarni točki pa psihoanalizo oblikujejo prav te nezavedne artikulacije, katere niso pač zavedno vodene, ker mi, kar govorimo, je vedno, kako bi rekla, nekako scenirano, imamo neke vloge, vemo, kaj bomo povedali in pa kar naenkrat se zgodi nekaj in rečeš nekaj čist drugega. Vsekakor, torej ja, vsekakor je tudi kaj več v psihoanalizi kot samo napake, ampak bi pa ja vztrajala pri tem, da je vsekakor to neka točka, ki jo definira ali pa ji da tisti razlog, da obstaja, na nek način. Torej, kot smo nekako ta proces opredelili, kot neke ponavljajoče se napake, konec koncev nima nič opraviti z vlogo analista kot takega. Saj znanje, resnica je vedno na strani tistega, ki govori, in nima nič opraviti recimo z psihoanalitikovo formacijo ali pa njegovim pač lastnim razumevanjem, interpretacijo tega procesa. Pač tisti, ki govori, proizvede svoj simptom, proizvede tisto, kar v določenih trenutkih zaznamuje subjekt, kaj pa je seveda tista napaka. Ti nisi subjekt, ko izverzirano govoriš nekaj, ampak takrat, ko se nekaj ustavi, ko se nekaj zatakne. Torej, kot kaže ta primer Freuda, Fliess, ta njegov kolega, analist, je bil resnično pomanjkljiv, v najbolj tem radikalnem smislu, saj se ni niti zavedal procesa, ki je potekal med njim in med Freudom. In zdaj seveda to predstavlja dvojni problem v očeh neke avtoritete, ki bi rada seveda to definirala malo drugače, ampak prvič, ne samo, da praksa kot taka temelji na nekih napakah in notranjih antagonizmih, kar za neko tradicionalno vero, evo slip recimo, vera, veda, torej za neko tradicionalno vedo je že to problematično, ker neka teorija bi morala biti pač statična, postaviš jo kamorkoli, funkcionira, se ne spreminja, bla, bla. Torej, ta antagonistična teorija je za tradicionalno vedo ful problem. Ampak zdaj še več, da znanje, na katerem psihoanaliza sloni, na kateri temelji,
to znanje ne pride od eksperta, od nekega, ki ve, za katerega se predpostavlja, da proizvaja to znanje in potem zdravi druge s tem znanjem, a ne? Ampak ravno obratno, to znanje prihaja iz tistega, za katerega se predpostavlja, da dejansko ne ve, torej od pacienta, ne? Torej pacient je tisti, ki oblikuje teorijo, a ne? Tudi so pravili, recimo, da histeričarke od Freuda so bile tiste, ki so začele teorijo o psihoanalizi. Če ne bi bilo njih, ne bi tudi bilo psihoanaliza, ne? In Freud vse, kar se je naučil od teh pacientk. Torej, ta nemogoča pozicija, torej ta dvojna neka nezmožnost, je srž same teorije, ki po Althusserju imenujemo konfliktualna teorija, in tudi razlog, konec koncev, zakaj povzroča tolikšne antagonizme in napade od znotraj, od zunaj, ter zakaj je Althusser videl pol marksistično teorijo ter teorijo psihoanalize kot dve teoriji, ki sta si zelo blizu, edinstveni v tej prav dinamiki, a ne. Po drugi strani pa, zdaj še malo, pa bom zaključila, pa bomo pol nadaljevali z drugim delom, kdaj drugič. Torej, po drugi strani pa takšna veda ima eno izjemno prednost, če se seveda zavedamo in znamo uporabljati v tak namen, ki je pa logika negativne zmožnosti ali negative capability. To negative capability je prvič opredelil angleški poet John Keats v pismu s svojim bratom, in sicer nekako je meril na to negativno zmožnost kot neko posebno sensibilnost, ki jo imajo določeni umetniki, recimo kot je Shakespeare in ne vem, še koga omenil, ampak recimo kot Shakespeare, in je predlagal, da takšni pravi umetniki imajo zmožnost toleriranja neke negotovosti in dvoma. In potem o tej negativni zmožnosti ni bilo veliko govora, ni bilo razvoja te ideje, razen mogoče Bion, ki je angleški psihoanalitik in je primerjal to zmožnost in način delovanja umetnikov s psihoanalitiki, torej kaj imata zdaj umetnik in psihoanalitik skupnega. In pravi, da kaj imata skupnega te dve vokaciji, je ravno ta zmožnost tolerirati bolečino, ki jo povzroča nevedenje, neka nevednost. Nekaj ne vemo in to je pač boleče. Prav tako pa se, mislim, da tle predvsem ima v mislih psihoanalitike, se izogibajo nekega obdobja, ki ga lahko v takšnih situacijah ponuja recimo teorija, da se pač pol umakneš teorijo, si razložiš in pol je kao pač boljše. Ampak zmožnost držati dve nasprotni si ideji, to kontradikcijo, ki je konec koncev tudi inherentna človeku, v upanju, da se bo skozi ta proces pokazala neka tretja realnost, kot rezultat tega dialektičnega procesa med dvema antagonističnima ali pa nasprotnima idejami. Torej, jaz mislim, da psihoanalitiki in umetniki niso edini mogoče, ki so zmožni bivati v takšni neudobni poziciji. Po drugi strani je pa tudi vprašljiva ta podobnost, oziroma da nekako gledamo umetnike in pa psihoanalitike kot sorodni si na nek način idej in pa praksi. In kot je rekel en moj dober prijatelj in profesor in pisatelj in slikar, da so psihoanalitiki frustrirani umetniki.
se mi zdi, da nekaj je na tem, ampak moram še malo elaborirati tole njegovo misel, zakaj so psihoanalitiki frustrirani umetniki. Torej ja, definicija na koncu takšne konfliktualne teorije, kakršnakoli je zmožnost prav toleriranja nekompatibilnosti, tenzije in to brez, da se ta proces zamaje v eno ali pa drugo stran, da to tenzijo vzdržuje, ohranja pri življenju, a ne. In tukaj je lahko psihoanaliza skrajno uspešna. In ti mehanizmi, mogoče labor of the negative ali pa tega dela negativnosti, kot jo je Hegel opredelil, potrebuje tudi določene pogoje, a ne, da deluje, tako rečeno. Skratka, ti pogoji pa niso zelo, mislim, ne moramo jih predvideti, a ne, kakšni so ti pogoji, kjer ta potem labor of the negative dejansko lahko steče. Vsekakor pa se mi zdi, da te striktne regulacije, pravila in vse te neskončne etične in takšne in drugačne ovirajo sam proces. In Lacan se je tega zelo dobro zavedal. Njegova celotna kontribucija mogoče psihoanalitski teoriji meri ravno na to točko, na ta poskus, ne samo vrnitve k Freudu, ker on bi pač prebral Freuda še enkrat, torej ne z namenom, da reinterpretiramo Freuda še enkrat, ampak bolj ključno vzpostavitev prav teh pogojev, ki bodo takšno branje omogočili in pa tudi nadaljnji razvoj teorije. In ključen moment, ki je zaznamovala to nadaljnjo smer, razvoj psihoanalize, je bila prav ta kriza, ta notranja cepitev, iz katere je potem nastala ta šola École Française de Psychanalyse, ki je kasneje se poimenovala v École Freudienne de Paris, kar je pomenilo obenem institucija te nove šole in odrekanje te internacionalne prepoznavnosti ali pa krovne regulativne institucije IPA. Torej, takrat so se odcepili in so rekli, veš kaj, mene ne zanimajo vaša pravila, bla, bla, bla. Zdaj bomo mi malo drugače to počeli, pač tam v Parizu. In takrat je Lacan napisal ta slavni Founding Act of 1964, ki je deloval kot nek statut šole in se začne s temi besedami. S tem naslovom nameravam predstaviti telo, kjer bo delo opravljeno, katerega je na tem področju odprl Freud, da mu povrne ostri lemež svoje resnice, ki prinese izvirno prakso, ki je bila instituirana v imenu psihoanalize, nazaj k nalogi, katera je bila zadana v našem svetu, katere marljiva, neutrudna kritika razgali deviacije in kompromise, ki jo mrtvičijo, onemogočajo razvoj z degradacijo njene uporabe. Se bere kot nek gospel. In zdaj se začne s tem ta kratka zgodovina lakanovstva, ki bi pa jaz mogoče pač za drugič prišparala.